Hvala lepa. Jaz se še zmeraj čutim inštitutorja, sem pa emeritiran inštitutor. Nisem poudaril. Ja, tako je, ja. Torej, naslov mojega referata je Slovenska politična predvečer druge svetovne vojne in povezujem z zgodovinopisno oceno in spoznavno oceno, ki ga v tej problematiki jo je podal profesor Pleterski. Ta ocena oziroma njegova misel se mi je zdela oziroma se mi zdi toliko pomembna, da sem njeno vzporedno obravnavo te slovenske politične misli izhodišče za poudarek ocen, ki jih je podal Janko Pleterski. Spoštovani, torej referat je zaradi tega oblikovan tako, kot ga bom podal. Spoštovani, sence, ki so se po padcu versajskega sistema začele zgrinjati nad Evropo, so po začetku nove svetovne vojne, tako kot drugod, tudi v Sloveniji vse bolj spremljale tedanjo idejno in politično misel. V letu, ki je spočelo drugi svetovni spopad, so v Narodni matici, kjer so se kljub nedemokratičnemu političnemu sistemu v precejšnji meri še vedno lahko ideološko in politično izražali, na tej zaznamujoči bivanski ravni neomajno vzdrževali dotedanjo napetost. V referatu, ki mogoče ni v osredju zanimanja za njegovo delo, premisleku o politiki naroda v krizi družbe, države in idej, podanem na simpoziju matice v slovenskih 30 letih, je Janko Pleterski kot tedanje glavno ideološko in politično ločnico v slovenski družbi označil delitev na njen sekularizirani in nesekularizirani del. Sekularizirani, tako Pleterski, je ločen od družbenega in političnega nadzora cerkve kot institucije in moralne sile ali sploh od vsakršnega vpliva religije, nesekularizirani pa se napaja v ekskluzivističnih stališčih katoliškega integralizma in intransigentne katoliške političnosti. Večinski del slovenskega občestva je preko slovenskega krila vse državne jugoslovanske radikalne zajednice v drugi polovici 30 let politično obvladoval Dravsko Banovino. Svoje ključno idejo je malo pred začetkom druge vojne izrekel na 6. mednarodnem kongresu Kristusa Kralja konec julija 1939 v Ljubljani. Na slovenskem kongresa so v svoji resoluciji poudarili, da se hoče katoliško ljudstvo vedno in povsod boriti za pravice Kristusa Kralja in njegove cerkve, jih pogumno braniti, odločno nastopiti zoper vsak pojav brezverstva in zahtevati, da se načela in krščanske nravnosti spoštujejo in priznavajo povsod. V zasebnem življenju, v družini, v šoli, v delavnici, v tovarni, v pisarni, v društvu, v gospodarskem in v vsem kulturnem življenju. Danes, ko je mednarodnih odnosov do skrajnosti napeto in se mnogi boje, da se vsak trenutek vžge usoden blisk in zahrešči bojni grom, je pristavil predsednik Mednarodnega odbora za kongres Kristusa Kralja, ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman, je treba vse obnoviti, krščanski preporod je nujna zahteva časa. Tedaj je bil že povsem očiten razkol v slovenski katoliški skupnosti. Krščanski socialisti, evangelijsko-verni kristjani, ki so ideologiji političnega katolicizma, so si zastavili ločevati duhovni svet od konservativne kapitalistične miselnosti in osvobajati slovenstvo od ozkih strankarsko-ideoloških totalitarizmov. Odločili so se za duhovno svobodo in proti JRZ, ki je stremela po idejnem in političnem monopolu nad vsemi Slovenci, ne samo katoliškimi. Tu naj spomnimo na sveže misli, ki so jih dober teden po kongresu Kristusa Kralja spregovorili krščansko-socialistični študentje na tako imenovanem Bohinjskem tednu avgusta 1939. Lik običajnega slovenskega katoličana se je pretresljivo enostransko. V tem smislu so poudarili, da je treba razumeti tudi ljudi z drugega brega in poskušati živeti z vsemi deli naše narodne skupnosti v odnosih vrednih kristjanov človeka.
Med predavatelji na Bohinjskem tednu je prodorno razpravljal zgodovinar Bogo Grafenauer, ki je v jasnem stališču o slovenski narodni samobitnosti in zahtevi po avtonomiji opozoril, da se zaradi svojega značaja v političnem pogledu niso prebujali v narodno skupnost, marveč v strankarsko. Zato je treba odstraniti zločnih vrednot v politiki. Ko so 1939 krščanski pripravljali na ustanovitev svoje stranke, so poudarili, da hočejo v nasprotju z danimi strankarji in JRZ delati za celotno slovensko blaginjo in avtonomijo. Stranke na to zaradi vladnega pritiska niso ustanovili, pač pa so po zimi pretrgali vse stike s katoliško politiko. Ostala jim je le za ljubljansko škofijo, ki so ji priznavali verski in moralni vpliv. Medtem političnega katolicizma je razvijali smernice svojega delovanja. Po oblikovanju posebne državno-pravne enote Banovine Hrvaške avgusta 1939, ki je podrla dotedanji unitaristični ustroj Kraljevine Jugoslavije, so, skladno s slovenskim avtonomističnim ciljem, zahtevali slovenske avtonomne Banovine. V Banskem svetu Dravske Banovine bil v rokah JRZ in je februarja 1940 v posebni resoluciji zahteval Banovino Slovenijo, so stekle priprave za njeno ustanovitev, a so jih nato zaradi naraščajoče vojne nevarnosti prekinili. Od zahteve po njenem oblikovanju pa niso odstopili. Prav tako niso odstopili tudi od, kot ga je označil Janko Pleterski, oglušujočega in bobnečega ognja proti komunistom. Radikalna desnica, je zapisal, v JRZ je štela integralni antikomunizem kar za edino pravo preizkušnjo ne le verske, temveč še dosti bolj tudi politične zvestobe cerkvi. V vrhu stranke komunizem označili največjo nevarnost in sramoto tedanje dobe in zahtevali neizprosen boj proti njemu. V njem so videli samo obrambo slovenskega ljudstva. Ban dr. Marko Natl opozarjal, da ne bi Slovence presenetil svet, ki mu bo krščanstvo samo še tarča za pijane dovtipe, roševine večstoletne kulture pa temelj, na katerega bo postavil svoje brezdušno materialistično carstvo. V svojem protikomunizmu so izstopali pripadniki akademskega kluba Straža v Viharju, ki so protikomunistični boj šteli za veliko narodno dolžnost. Katoliška organizacija srednješolske in študentske mladine Mladci Kristusa Kralja pa je komunizem razglasila za prvi sistematično premišljeni upor proti Bogu. Če dodamo, je s tem liberalcem odvzel primat, ki jim ga je politični katolicizem podelil že slabih 50 let pred tem. Svetovna vojna je dala katoliški politiki tudi priložnost, da posebej izreče misel o svojem primatu v slovenski družbi. Februarja 1941 jo je izrekel dr. Fran Kulovec, ki je po smrti katoliškega prvaka dr. Antona Korošca decembra 1940 prevzel slovenske JRZ. Zaradi resnih razmer v svetu in velikih preizkušenj, ki jih je bilo čutiti, je pozval politični pomiritvi in sodelovanju, a tako, da se druge stranke podredijo priznanemu narodnemu vodstvu, jugoslovanski radikalni zajednici. Kajti ne more biti naravnejše, da nosi odgovornost za splošne narodne in državne koristi v prvi vrsti politična organizacija, ki zastopa večino naroda. Slovesno izjavljam, je dejal, da imamo mi zgodovinsko legitimacijo slovenskega naroda, da ga zastopamo v njegovem domačem političnem in državnem življenju. Ob avtonomiji ponujenih drugim strankam je izključil komuniste, jim napovedal boj in klical pomočni roki, ki bo izgnala elemente anarhije in prevrata iz javnega življenja. Na Kuločevo ponudbo so se odklonilno odzvali. Značilni katoliški nasprotniki iz sekulariziranega dela slovenske družbe, liberalci, organizirani v tedaj politično brezzobi jugoslovanski nacionalni stranki, so pozdravili misel o združitvi narodnih sil. Njihovo načelno stališče je bilo, da je drobitev narodnih sil lahko usodna. Poudarili pa so, da narodno vodstvo ne more biti v rokah ene stranke, to je cinizem,
skupni odgovornosti vseh pozitivnih političnih sil. Enako so mislili socialisti, socialno napredno politično društvo Slovenska beseda in demokrati iz liberalnih in katoliških vrst zbrani ob glasilu Slovenija. Sekulariziranje slovenske družbe, kot je opozoril Janko Pleterski, je bil idejno in politično razpršen. JNS je svojo vlogo odločenosti braniti narodov obstanek in svobodo še pred Kulovčevim pozivom videla v povezovanju liberalnih oziroma naprednih sil. Na tej podlagi bi taka splošna napredna enota lahko iskala sodelovanja z grupacijo, ki politično in kulturno drugače misli, kar bi bil primeren korak k oblikovanju enotnega narodnega vodstva. Veljalo naj bi idejno in politično sobivanje. Kazalo naj bi se prav v slovenski Banovini, ki jo je držkom o močni povezovalni vlogi jugoslovanske države JNS pozdravljala. JNS je ugodno sprejela prizadevanja političnih delavcev iz naprednega tabora v začetku leta 1941 za sodelovanje njegovih političnih sil. V vodstvenem okviru tako imenovane napredne politike so sklenili, da se povežejo tudi na formalni strankarski ravni. Konec marca 1941 so JNS ter obnavljajoči se samostojna demokratska in narodna radikalna stranka za Dravsko Banovino ustanovile odbor naprednih strank, katerega naloga naj bo, da uveljavlja pozitivne slovenske napredne politične sile za konsolidacijo razmer in okrepitve narodne in državne skupnosti. V odbor so povabili tudi predstavnike socialistične stranke. Odbor je poudaril potrebo po narodni koncentraciji in prenehanju povsem enostranskega in nevzdržnega režima slovenske JRZ. V marksističnem taboru misli o povezovanju socialisti in komunisti so se ujemali v zahtevah po demokratizaciji javnega življenja, vrnitvi političnih in državljanskih svoboščin ter zagotovitvi delavskih socialnih pravic. Socialisti so v protikomunističnem duhu odklanjali vsako podtalno propagando in pri tem računali na vse strani oblasti in drugih dejavnikov. Pozdravili so oblikovanje Banovine Hrvaške in enako rešitev terjali tudi za Slovenijo. Socialisti so vse stike s komunisti trgali po paktu Hitler-Stalin avgusta 1939 in še zlasti po napadu Sovjetske zveze na Finsko novembra istega leta. Po drugi strani so tudi komunisti skladitvijo kominterne državnim interesom Sovjetske zveze po nemško-sovjetskem paktu prenehali sodelovati z ljudsko-frontnimi zavezniki in v tem okviru s socialisti. Ljudsko-frontno gibanje je bilo tedaj zaradi stališč komunistov, ki so poudarili nujnost razrednega boja, omejeno predvsem na narodno obrambno delo. S kasnejšim akcijskim sporazumom komunistov s krščanskimi socialisti in demokratično preobraženim krilom Sokola jeseni 1940 oziroma januarja 1941 o nevtralnosti Jugoslavije, zunanje politični naslonitvi na Sovjetsko zvezo, notranji demokratizacije Jugoslavije in oblikovanju narodne demokratske vlade so se politična zavezništva v ljudsko-frontnem gibanju poglobila. S tem so ustvarili izhodišče za ustanovitev kasnejše protiimperialistične oziroma osvobodilne fronte. Pogled na slovensko politično misel v času nove svetovne vojne do leta 1941 moramo zaustaviti še pri celovito premišljenih presojah slovenskega vprašanja o slovanski državi in v njih utemeljenih narodno-političnih stališčih izven vladajoče politike. Gibanja so jih januarja, marca in avgusta 1939 podali Edvard Kardelj Sperans v svojem znanem delu Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, Janko Pleterski se mu je posebej posvetil, narodni demokrat Lojze Ude v Sloveniji in Bogo Grafenauer na že omenjenem Bohinjskem tednu. Vsem sta bila skupna poudarek narodne individualnosti Slovencev in zahteva po avtonomistično federativni jugoslovanski državi. V zvezi s Pleterskijevo pozornostjo Speransevem modelu bil pozornost, da je opazen del svojega raziskovanja posvetil tudi odnosu do nacionalnega vprašanja, česar ne smemo pozabiti.
Ob gornjem velja opozoriti tudi na pojav opozicionalne slovenske kmečko-delavske stranke, ki sta jo skupaj z mlado kmetici 1939 ustanovila družbeno reformno in avtonomistično usmerjena politika Rudolf Dobovišek in dr. Dragutin Lončar. Stranka je odklanjala povezovanje s komunisti in so jo oblikovali samostojno. Čeprav je obrok slovenskega političnega življenja in tudi ne doživlja večje zgodovinopisne zaznave, je razvila zanimiv politični program, v katerem je izhajala iz zahteve po ljudski vladavini, takojšnji uvedbi demokratičnih svoboščin, poudarjanja slovenske individualne ter narodne enakopravnosti Slovenci in Srbi v federativno preurejeni jugoslovanski državi. Poseben poudarek je namenila potrebam kmeta in delavca ter sploh delovnega ljudstva, ki mora postati nosilec slovenske družbe. Pred okupatorskim 6. aprilom se je sestalo tudi vodstvo slovenske katoliške politike. Konec 1941 so sklenili, da za primer sovražne zasedbe slovenskega ozemlja niti stranka sama, niti nobena njena organizacija, niti noben njen funkcionar ne morejo in ne smejo na kakršenkoli način sodelovati s sovražno oblastjo ali s sovražnimi nacističnimi ali fašističnimi organizacijami. Kot je opozoril Bojan Godeša, od 3. aprila 1941 niso več razmišljali v tem okviru. To je zadnja misel v slovenski politiki pred drugo svetovno vojno na Slovenskem. In zdaj se vrnimo k Pleterskevi presoji iztekanja časa do vojne. V širokem problemskem loku, ki ima po naši oceni opozorjeno mesto, saj poudarja politični položaj na Slovenskem pred usodno narodovo preizkušnjo, ki se je tako globoko zarezala v njegovo bivanje. Ob slovensko avtonomijo in njeno politično vsebino, stanovsko-korporativnim, načrtno-gospodarskim in demokratično-delavsko-kmečkim ter reformno-socialističnim in revolucionarnim zamislim družbenega in političnega razvoja, ga je ob grožnji različnemu razumevanju njenega značaja izrazito obvladovala vpijoča ideološka zaznamovanost. Neizbrisni glavni ločnici delila na vsak sebi veljaven nesekularizirani in sekularizirani del, posplošeni, a uveljavljeni politični govorici na klerikalce in neklerikalce. Pri tem ni več šlo, kot je opozoril Pleterski, za stari in oguljeni klerikalno-liberalni strankarski duet. Zdaj, je zapisal, je to slovenski integralistični katolicizem, ki hoče na temelju antikomunizma zbrati ob sebi in pod seboj vso slovensko desnico. In zdaj je to na novo sestavljeni slovenski sekularizacijski blok, okrepljen s slovensko čutečimi liberalnimi demokrati, s protifašističnimi socialdemokrati, še posebno pa s krščanskimi socialisti in sploh s kristijani, ki ne pristajajo na integralizem. Ta del slovenske družbe, je nadaljeval Pleterski, se je v duhu narodne obrambe srečeval z revolucionarno stranko in v njej spoznal politično pa vsaj tehnično os. Radikalizem obeh sil, integralističnega katolicizma in komunističnega revolucionarnega bistva je vodil k zaostrovanju političnih odnosov med njima v smeri skrajnosti. Ta politična slika jugoslovanske Slovenije na predvečer časa, ko se je tudi nje polastila nova svetovna vojna, je razbitja jugoslovanskega državnega prostora leta 1941. Slovenci so se soočili z novim odločanjem zgodovine, Janko Pleterski je zapisal takole. Na trenutek, ko so se Slovenci z grozečim uničenjem mogli in morali odločati za svojo lastno politiko naroda, kar sami ter takšni, kakršni so bili. Hvala lepa.